Lep pozdrav na programu Tesla, na posebni izvedbi delavnic. Zaradi trenutnega stanja nam v bistvu je druženje v živo onemogočeno in da boste lahko vseeno doma kaj delali in se zabavali, poleg tega, da je karantena, je zdaj tukaj na voljo za vas ta video, ki se bo ukvarjal z zanimivo tematiko LCD displejev. Posebno LCD displejev, ki so namenjeni z uporabo Arduinota. Torej, tukaj bom kar zagnal in pokazal sliko tega displeja, morda ste ga že kdaj videli. Nič posebnega, imamo displej in zgoraj so pini za kontrolirati. Vidimo, da jih je kar nekaj, kar lahko postavi nam neko prepreko oziroma neke omejitve pri sami izdelavi neke prototipne naprave. Tukaj potem imam še sliko tega displeja od zadaj. Vidimo, da ta displej ima od zadaj pritrjeno neko črno ploščico z nekim procesorjem. To bom potem razložil, zakaj je taka izvedba displeja bolj zanimiva oziroma bolj uporabna. Tudi potem, ko bomo delali veze, se bo lepo videli, ker zapomnite se tukaj, zdaj če pogledamo prvo sliko, vidimo tle gor kar nekih 16 ali koliko pinov. In če pogledam to sliko od ozadaj, vidimo, da se vse te pini zgoraj zreducirajo na 4 pine, ki so tukaj definirani. Imamo ground, VCC kot napajanje in potem sta in SCL. Tu so pini pa za komuniciranje ta dva spodnja. Ampak danes ne bomo o komunikaciji, danes se bomo v resnici ukvarjali samo kako nekaj gor napisati, da nam ta displej nekaj lepo prikaže, ne. Tako da zdaj bom jaz kar odprl Tinkercad, ne. Zdaj ga vidite tukaj. Zdaj mislim, da na zadnjem videu je bilo že prikazano, kako se to naštimate, imate svoj account in greste potem pod nek nov file, kjer ustvarjate circuit oziroma neko veze. In zdaj, ker je ta program dosti v redu, ne, lahko gremo tle desno pod Basic, odpremo in izberemo pod Starters Arduino, ne. In vidimo, da imamo tukaj že kar nekaj pripravljenih vezij, ne. In ker je čas denar in ker imamo vsi radi, da čim prej kaj naredimo in da dela, bomo tlele izbrali tukaj LCD, kliknili in nam odpre. Ne, zdaj tlele na to malo skače, bom probal dati na sredino. Tako je, zdaj tukaj imamo to vezje, ne. In zdaj, preden bi še karkoli začeli delati, bomo malo tole pogledali, ne. Da se spet obnovimo znanje vezij, in ker je v resnici vse po istem principu, boste marsikateri način vezave že spoznali. Tle vidite spodaj je 5 V direktno na rdeče in plus vrstico in minus na minus in potem naprej v vezju, kjer se rabi, se vleče iz tukaj plus, gre tukaj na napajanje LCD-ja in tukaj še na ta potenciometer, ki bomo omenili, zakaj je. Potem so pa tukaj zgoraj na primer digitalni pini, ne, ki pošiljajo informacije prek vseh teh pinov na te pine direktno na LCD. Zdaj, tukaj je koliko pinov, smo rekli, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pinov, ne, torej pomeni, da 6 pinov od digitalnih, vseh, ki jih imamo na voljo, smo že porabili, ne, torej mi delamo nek projekt in ponavadi prejemamo marsikatere informacije prek teh digitalnih pinov, ne, in če smo zdaj že 6 porabili, pomeni, da bomo mogli bolj šparati v prihodnje na svojem projektu, ne. To zna biti problematično, zato sem prej pokazal vam displej, ki ima to rešeno tako, ne, da ima zreduciranih teh 16 pinov samo na 4 pine, torej imamo ground, napajanje in samo 2 pina, ki sta namenjena komunikaciji, ne. Torej, ta zgornja verzija, ko jo zdaj vidite, to je boljša verzija Arduinota in tudi potem, ko bomo delali skupaj v živo projekte naprej, imejte v glavi, da lahko uporabite tudi te displeje, ki so pač boljši, če hočemo imeti več teh digitalnih pinov prostih. No, to je to, kar je tega leporečenja, bi pa raje šli kar probat, ne, če zdaj kaj to dela. Zdaj, na primer, ker je Tinkercad v redu okolje, lahko jaz tole kliknem gor na code in mi že odpre neko kodo, ne. Zdaj tukaj se jaz ne bi s tem ukvarjal, ampak lahko samo, da dobite feeling, če to dela, date tle Start Simulation
in bi že mogli vam nekaj izpisati. Ne. Zdaj je to super, da nekaj izpiše, ne, ampak mi ne vemo, zakaj nekaj izpisuje. Na tem mestu bi se samo lahko navadili, da sprobamo, kaj ta gumb dela, ne, in če ga probam vrteti, vidim, da zgine, ne. V resničnem svetu ta gumb malo lepše in malo bolj zvezno spreminja kontrast, oziroma da se sploh lahko prikazuje na tem displeju. Mora biti zadostno kontrastne in vidite, če zmanjšujem kontrast, zbledi. Ne, to bomo lahko tudi v živo probali, boste videli, da malo lepše dela, ker tle pa vseeno to neko okolje, ki proba simulirati realnost, ne. Okej, no in zdaj vidimo, da to dela, sicer ne vemo, kako koda dela, ampak zato bomo mi se zdaj naprej poglobili v kodo. Torej damo tle stop simulation in zato, ker je namen te vaje, da se res poznate, kako se koda piše, lahko tlele vse označite in kar zbrišete, ne. Bomo mi raje to lepo skupaj zdaj napisali, ne. Ker, kakor smo videli, mi smo dobili že celo vezje pripravljeno in mi bomo zdaj samo to sprogramirali, da bo nekaj prikazovalo, ali neke cifre, ali temperaturo in tako naprej, no. Tako da zdaj lahko mi sledite, kako se to kodo napiše. Torej, Arduino tu je najprej pametno, oziroma je pravilo, da se definira knjižnice, ne. Zdaj mislim, da na tem mestu je prvič, ko se spoznamo s knjižnicami. Knjižnice so v resnici samo neka zbirka različnih kod in nekih funkcij, ki jih lahko potem v kodi uporabljamo. Bomo videli, na primer, mi bi se lahko ukvarjali s programiranjem točno določenih rešitev že v tej kodi, ko bomo zdaj pisali, ampak kot sem že prej povedal, da je čas zmeraj neki faktor, ki ga upoštevamo pri neki izvedbi, lahko uporabimo knjižnice, ki jih nekdo drug napisal, in mi uporabljamo samo funkcije iste knjižnice. Si pogledamo na internetu, kako te knjižnice delujejo, pogledamo, kaj moramo v njih vpisati in jih uporabimo. Rešitev je v 5 minutah rešena, ne pa da se mi ukvarjamo potem z nižjim nivojem programiranja, torej ne vem, sprav kako se vsaka črka noter napiše, ali pa tako naprej in definira, ne. Torej zdaj damo tle include in napišemo potem v tehle strešicah liquid crystal.h in še končamo s kontra to strešico, oziroma kako se temu reče. To je zdaj ta definirana naša knjižnica. V tem programu v bistvu bomo samo to knjižnico uporabljali, tako da gremo naprej. Če se spomnite, takoj potem se definira neke spremenljivke, na primer integer, pa bomo dali na primer senzor, ker bomo potem delali s senzorjem, in ker mu nobene vrednosti zdaj še ne damo, lahko damo samo podpiče in je stvar zaključena. No, in potem gremo naprej, ne. Zdaj Arduino dela tako, da ima najprej void setup, kakor veste, sicer to je ponavadi že kot pred Arduino po defaultu nastavljeno in vi samo potem vpisujete v ta setup in naprej, ampak ker sem se zbrisal, moram zdaj to sam napisati. No, in void setupu, da bo delal ta displej, bomo mogli definirati nekih par funkcij, ki začnejo to operacijo. Še prej, no, sem pa mislim, da tukaj pozabil po definicijo, definirali smo senzor kot spremenljivko, bomo pa definirali še kot te neke spremenljivke oziroma senzorje vhodov in izhodov. Tukaj bomo še lepo definirali tele izhode, ki jih vidimo tukaj. Ne, tle imamo 12, 11, 5, 4, 3 in 2. Vse to bomo z funkcijo, ki jo dobimo iz knjižnice, torej nas ne zanima, v resnici lahko potem, ko bomo imeli projekt, samo skopiramo, ampak da tukaj gremo malo bolj počasi, da samo vidite, kako se uporablja to funkcijo, ne, tle liquid crystal LCD, kakor jo bom zdaj napisal, in grem potem 12, tako kot so tisti zgornji pini, ne, 11, 5, 4, 3, 2 in tako, to je to, ne. In dam še podpiče. Torej, tle sem zdaj samo klical neko funkcijo iz te zgornje knjižnice in v resnici ne vem točno, kaj se dogaja, tle neka komunikacija, neka komunikacija med Arduinotom in LCD-jem, ker pa za to komunikacijo skrbi knjižnica, ne. Smo jo tle klicali in tle je nek program oziroma neka funkcija iz te knjižnice,
ki skrbi, da preko teh pinov, ki sem jih tukaj definiral, poteka komunikacija, ne. Torej, mislim, da vse pine 12, 11, 5, 4, 3, 2, tako je. To je vse. Zdaj, zaenkrat bi zdaj pustil definicijo teh spremenljivk, ne. Mogoče bi tle senzor že lahko povezali z temle analognim vhodom, ampak to bom potem, pa to ste že delali, tako da upam, da že razumete, o čem govorim, če ne, pa ni problema, bomo povedali. Torej, tlele gremo v void setup in bomo zdaj definirali par funkcij, ki sploh omogoča, da začnemo uporabljati ta LCD. In bomo napisali lepo LCD kot LCD zgoraj, torej kličemo funkcijo iz LCD knjižnice in napišemo LCD begin. Pa damo oklepaj 16 VC2 zaklepaj in sem že zaklepaj in podpiče. No, to nam v bistvu definira, koliko vrstic in stolpcev je v tem LCD displeju, ne. Prej smo že zalaufali, smo videli, da se je izpisalo, mislim, da Hello World in gre tukaj za torej 2 vrstice in 16 stolpcev, ne. Torej 1, 2, 3, 4, 5, 16, pač dokler ne zmanjka, ne. To treba definirati. Naprimer, če bomo pozabili, kaj ta koda dela, lahko napišemo v komentar. Komentar se naredi z 2 slashama in lahko napišemo definirali smo vrstice in stolpce. Tako. No. To je funkcija pač, ki smo tukaj definirali, da se vse skupaj dela in gremo potem še sprobati, koliko je bilo prej ta Hello World, oziroma to je ena prvih stvar, ki se zmeraj napiše, da vidimo, če stvar dela. Torej, spet kličemo iz LCD knjižnice funkcijo, v tem primeru print, ki pomeni pač printer printa, torej na tisnem nekem smislu in napišemo, ne vem, da bomo, ne vem, ne bomo skozi angleščini, pozdrav, pa ne vem, naprimer svet, direktni prevod, ne. Zdaj, zato ker se tukaj ukvarjamo z tekstom, je potrebno dati le v pomišljaje. Če bi tukaj printali vrednost neke vrednosti, nekega integerja oziroma števila, naprimer, če bi imel ta senzor tukaj gor definiran kot 10, torej bi imel pripisano kot integer senzor 10, bi tukaj ga mogli napisati brez teh strešic, ampak to bomo pol videli naprej. Torej, pozdrav vse, zdaj pa da vidimo, če bo to delal. Jaz mislim, da bi mogli tle, ko imate enkrat kodo napisano, date start simulation. Aha, nekaj narobe. To je nič narobe, mislim, to je super, da vam napiše, kaj je narobe. Pa bom jaz tole malo preveril, kaj je narobe. Torej, ja, napako sem jaz že našel, zdaj tle vidimo liquid crystal, ne, nam manjka y po r-ju, ne, če vam zdaj kristal, bo mogel zdaj to delati, če me vprašate, ne, in telažim, pa da vidimo, kaj je zdaj to. Aha, tukaj sem v bistvu še tukaj pozabil isto en y, zdaj sem še enkrat grem čez, da ne bo skozi to rdeče, aha, tle bi jaz še definiral vseeno loop, potem tisti glavni del kode, ki bomo pisali, ne, v loop. Torej, zdaj, če pogledamo, tukaj smo definirali knjižnico, tukaj smo definirali ekran, pri katerih pinov poteka komunikacija, torej tle še zakomuniciramo, definirani pini za komunikacijo, naprimer, tle imamo void setup, tukaj se začne, definiramo vrstice in stolpce in torej LCD izpiše pozdrav svet, ne, zdaj, da vidimo, če bo to delal, damo tle start simulation, evo, in vidimo, da dela, ne. Torej, tukaj vidimo, da če bi spet tole spremenili, vidimo, da neha, torej, ko boste sami delali, gledajte, da to zavrtite v skrajno desno, da imate kontrast nastavljeno, da se zmeraj prikazuje to, kar boste pisali. Ok, v redu, super. Torej, za naprej bi pa zdaj jaz v tem loop delu kode, oziroma v glavnem delu kode, tukaj bomo pisali vse, ne, napisal ta del kode, ki nam bo nekako omogočala, da bomo, ko bo na primer termometer prišel do določene temperature,
izpisoval to temperaturo, ne, to je v bistvu današnji cilj, ne. Ker v prejšnjem tutorialu ste videli, kako se definira termometer in da vam termometer tudi beleži to temperaturo. No, in zdaj bi mi radi to temperaturo prikazovali na LCD displeju, ne. In zdaj kako to naredimo, ne. Najprej bomo tlele v loopu, gremo tlele noter in napisali tole funkcijo. Aha, zakaj mi zdaj to ne piše? Aha, da bo vam omogočilo zapisati, morate tlele izklopiti simulacijo. Torej, lcd.set kurzor in damo tukaj 0 in 1. No in zakaj gre tukaj, ne? Pri tej funkciji bom tle napisal komentar, gre za to, da za ničlo smo nastavili, v katerem vrstici začne, in z enko smo nastavili, v bistvu, mislim, glih obratno, z ničlo smo nastavili v bistvu, v kateri stolpec začne pisati, torej bomo videli, no. Tukaj za enko smo nastavili, kateri stolpec, in če gledamo, tle bo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do 16 stolpcev, in z enko smo nastavili vrstico. Torej, tukaj tale lcd.set kurzor nam bo povedal, da smo v bistvu začeli s tem, da bo pisala koda v... Torej, tle sem mogoče bil malo zmeden, ampak da ne bo te zmede več, bom kar napisal komentar, kako je tle definirano. Torej, ta 0 pri lcd.set kurzor nam pove, v kater stolpec pišemo, in enka, v katero vrstico. Zdaj, nekdo bi rekel, da se vrstica prva začne tukaj zgoraj, ne? Ni res, ta vrstica tukaj je označena številko 0 in 1 z spodnjo vrstico. Torej, v tem primeru, ko smo v ničnem stolpcu in v prvi vrstici, bi se mogli to izpisati, kar bomo pod to funkcijo lcd.set kurzorem pisali, bi se mogli začeti izpisovati levo v spodaj, v levo spodnjem kotu. Torej, da napišemo, 0 je pač definira stolpec in potem enka v tem primeru definira vrstico. Mislim, v takih primerih kode je zmeraj zmeda, zato se je pametno napisati le v komentar, aha, in pogledaš, to je tukaj. In zdaj, da vidimo, če naša predstava drži, bomo napisali tukaj gore lcd print, torej koda, ki pove, naprintaj mi tole, kar je v oklepajih, torej lcd print, pa naprimer spet neko besedilo, zato v teh strescah, test 1, in še ne smemo pozabiti na podpiče. No, in da vidimo, če bo to delal, start simulation, aha, no, vidimo. Pozdrav, svet je ostal še prej, ne, v setup hodi, potem gre koda v loop in napiše test 1. Torej, zdaj ta osnovni princip deluje. Zdaj znamo ta tekst napisati na ta LCD, zdaj pa, tako kot sem že prej razlagal, bi radi napisali, kakšna je temperatura, ne. Da pa ne bomo tukaj zdaj v tem trenutku uporabljali spet senzor za temperaturo, pa tudi v tem okolju je verjetno malo več problemov s tem, kako bomo temperaturo nastavljali, ne. V realnem svetu bi prijel senzor, pa bi se segrevali, bomo mi zato tukaj uporabljali en navaden potenciometer, ne. In zdaj, če jaz za trenutek zaprem tole kodo in grem spet pod tukaj, kjer lahko vidim te vse elemente, ki jih potrebujemo, in izberem potenciometer. Potenciometer smo že jemali, v resnici je to, kaj to je, upor s spremenljivo upornostjo, ne. V resnici je vsak senzor upor s spremenljivo upornostjo, oziroma večina teh senzorjev poceni, ki jih uporabljamo, je samo spremenljiv upor, zdaj pa odvisno, od kje se spreminja ta upornost, ampak dovolj o tem. Torej, kako bo to delati? Podobno kot tukaj, ne, tukaj vidimo 5 voltov sem, 5 voltov na lev pin, in potem srednji pin gre tukaj in tle desni pin na ground. Ta srednji pin je za nas najbolj pomemben, ker ta srednji pin nam sporoča informacijo. Torej, najbolj, da kar vidimo, kako bo to šlo, torej
smo navajeni uporabljati, tole damo malo bolj dol, da damo na levo plus, zdaj tle lahko probamo, da se lepše vidi, torej levo damo plus, jo označimo z neko svetlo barvo, ne vem, lahko tudi rumeno, ker je to napetost, in skrajno desen pin damo na minus. Zdaj to je namenjeno samo temu, da v bistvu ponavljamo to filozofijo potenciometra kot vir informacije, kot nekaj, kar se spreminja, in to spremembo potem mi vidimo kot spremembo številk na izpisovanju, ne vem, LCD displeja ali pa na izpisovanju v serial portu, kakor smo dostikrat videli v živo. Torej, ta srednji pin sem rekel, da je najbolj pomemben, ta srednji pin nam pove informacijo, torej kako se spreminja napetost na tem uporu, ne. Torej, in ga potegnemo na nek analog in, ne. Zato, ker mi bi radi to informacijo, ki jo dobimo s tem vrtenjem, prenesli na analogni pin, ki v bistvu beleži vse te informacije o spreminjanju napetosti, ne. Zdaj ne bi več te teorije o elektrotehniki, ne, pač tukaj gor smo dali napetost, ne, preko plusa in minusa, tukaj lahko označimo še tole z neko temnejšo barvo, ker predstavlja minus, ozemljitev, kamor tok teče, pa lahko damo black na primer, pa tukaj kot informacije lahko morda damo rdečo, ne, kot nekaj zelo pomembnega. No, ali pa poljubno. Torej, važno, da veste, tukaj napajamo prek levega, tok steče do črnega in zdaj s tem, ko mi tukaj nastavljamo, kontroliramo, kakšna napetost gre na analogni A1 pin, ne. Zdaj se tukaj mogoče slabo vidi, ampak dobro, saj je v redu. Torej, zdaj smo videli, da smo dali na A1 in zdaj bi mi radi to informacijo, ki bomo dobili s tem vrtenjem tega pina, tega potenciometra, bi to radi prikazali na LCD displeju. Zdaj hočem samo tle kaj povedati, tukaj gre v resnici za simuliranje termometra, ne. Pa da ne bomo tle termometer noter vnašali, smo tle uporabili potenciometer, ki isto spreminja napetost oziroma spreminja upornost s tem vrtenjem, z upornostjo spremenimo tok, ki teče, smo že omenjali to, ne. Če na primer bi samo sklenili te povezave plus direktno na minus, vemo, kaj bi se zgodilo, zaradi nizke upornosti bi stekel velik tok, to imenujemo mi kratek stik in tega nočemo, ker lahko sežgemo ta Arduino. Ampak saj smo itak v virtualnem, se to ne bo zgodilo, ampak potem, ko boste to delali v realnem svetu, da ne bomo delali škode, ne. Tako, zdaj gremo nazaj mi v kodo in bomo v bistvu definirali tale A1 pin. In ta A1 pin je najbolj, da v bistvu definiramo tle, ko smo že prej definirali INT senzor, ne, to je v resnici zdaj ta naš senzor, ne, ta potenciometer. In napišemo, na kjer pin smo ta senzor pripeljali. V našem primeru je to A1, ne, in ta A1 pin in senzor pin moramo zdaj v setupu definirati, kaj s tem pinom, ne, ker Arduino lahko pin definira kot, da je to pin, ki deluje naven, torej output, ali v našem primeru je to pin, ki deluje navznoter, input, torej tle definiram pin mode, v oklepajih in podpiče, in pin mode damo na primer tle, da je senzor, in smo rekli, da je to input. Tako, to je zdaj zaenkrat to. Zdaj gremo pa kar naprej na loop in bomo zapisali, jaz mislim, da je najlepše, da napišemo na primer v zgornjo vrstico, torej vrstico 0, napišemo temperatura je in potem spodaj napišemo, kaj nam ta senzor pošilja v A1. Torej, gremo tukaj spodaj, vidimo tlele zdaj nastavljen LCD set kurzor na spodnjo vrstico, ker je tukaj 1K. Mi bi pa radi vse napisali nekje v zgornjo vrstico. Zdaj tako, ta setup se bo enkrat izvedel. To pomeni, da bo napisal v zgornjo vrstico pozdrav svet. Ne? Bomo videli, da to ne bo problem, zato ker bomo mi v bistvu s tem, ko bomo tukaj v loopu definirali, zbrisali to, kar je zgoraj. Ampak na primer vseeno, ker lahko ne vemo točno, kaj se bo zgodilo, s tem lahko tole zakomentiramo, celo tole kodo, in nam ne bo v bistvu več nič pisal, ne. Na primer, če zdaj sprobamo to, kar bo delal, bo samo napisal tlele spodaj test 1, če se ne motim, ne. Tako je, test 1, ker ni tega pozdrav svet zgoraj. Ugasnem simulacijo in grem, ne.
napišemo zdaj tukaj najprej, da bi mi radi prebrali ta senzor 1, ker vse moramo nekaj definirati, to smo že delali, pa bomo napisali vse kar to v novo spremenljivko, ne vem, v integer branje, naprimer, ker beremo, kaj je na senzorju, in integer branje je enako, analog read, in kjer pin analog read beremo, v bistvu senzor pin, ki smo ga mi pomenovali senzor, lahko bi tle napisali tudi A1 samo ko boste imeli program, ki bo dolg, je vseeno pametno, da si to nekako ubesedite v neko besedo, zato tle napišemo senzor podpiče. No, ta branje nam pošilja, kaj imamo mi na tem senzorju oziroma na A1 pinu, in mi bi radi, da nam to izpisuje v spodnjo, smo rekli. Torej bomo namesto tukaj testa dali samo tukaj branje. Tako. Zdaj pa še, da bomo vedeli, kaj nam bere in da bo uporabnik naše naprave vedel, kaj beremo, da lcd, set kurzor, in bomo v bistvu to zgornjo vrstico tukaj napisali še, zakaj se gre in zakaj se gre tukaj. Tukaj se gre, da bomo v nič, torej v prvem stolpcu, in nič, ki predstavlja v tem primeru to začetno vrstico, napisali, da gre tukaj za temperaturo. Tle sem vidim, da nimam d-ja, in tle napišemo zdaj lcd, kot že parkrat print, in napišemo, ker smo rekli, da ko pišemo tekst, damo vse v narekovaje, napišemo, naprimer, temperatura je, pa naprimer še dvopiče ali pa črtica, karkoli hočete. No, zdaj gremo preveriti, če mislimo, da bo to delal. Integer branje smo definirali, probamo kodo, če bo to delal, ne. Spet je neka napaka. Ja, spet je to napaka sintakse, narobe sem napisal, in zakaj pišem, namesto da še enkrat laufam. To bi zdaj mogel delati. Preverim, če tole je. Zdaj sem spet le malo spremenil, torej gledajte, da imate to skrajno desno in vidimo, da dela, ne. Temperatura je in vidimo, da je, zdaj pač to ni realna temperatura, to nam zdaj samo številke, napetost, ki jo ta potencimeter prenese sem gor, nam on pretvori v številke, ne. Zdaj, če bi mi to prilagodili naši skali temperature, bi kazali, ne vem, 30 stopinj. Tako da to, zdaj vidimo, če se spreminja, vidimo, da se spreminja, ne. Ampak zdaj, a vidite eno napako, ne, zdaj mislim, mogel bi biti, ne, v eni skrajni legi bi mogel biti skoraj nič, ne. Pa ni. Ne, naprimer, tukaj bi mogel zdaj na desno kazati nič. Pa ni, nam kaže 23, ne, in to, zakaj se to zgodi, ne, zdaj lahko pauzirate, malo premislite, zakaj se to zgodi, ampak problem je ta, ne, zdaj naprimer bom pokazal, kaj je problem. Tele bom dal na nič in zdaj v tem primeru bi mogel zelo neko mehno vrednost kazati, ta analog in oziroma senzor. Bom ugasnil simulacijo in jo še enkrat zagnal in vidimo, če je res, ne. Kaže nič, kot sem rekel, ne. In potem mi to začnemo vrtiti in začne raste. Še zmeraj imamo 3-mestno številko, ne. In kaj se bo zgodilo, ko bomo prišli na 4-mestno številko, boste prejeli neko problematično zadevo, ne. Imamo 4-mestno. Zdaj pa temperatura se zdaj, naprimer, rečemo dvignila, zdaj se začne spuščati, trojka je ostala, ne. In zdaj dobimo iz 1000, smo prišli kar na 6000, v resnici pa vemo, da je 675 zdaj ta pravilna zadeva. Kaj je problem, ne? Problem je v tem, da ko enkrat mi nekaj zapišemo na ta displej, izgleda, da to gor ostane, ne. Torej bi bilo smiselno, da zmeraj, ko se zapiše neka velika številka, pač naj to ostane in potem, ko gremo nazaj dol, bi mogli to trojko pobrisati, ne, naprimer, lahko to še enkrat nakažem, ne, dam stop simulation, zdaj vidimo, tle nekje bi mogli biti pod 1000, start simulation, ja, je 430, je v redu, ne, in zdaj, ko bomo šli spet čisto dol, vidimo, da smo prišli na 4-mestno, na 103, in potem, ko gremo dol, bo spet ta trojka ostala, ne, zdaj sem spet desno skrajno, bi mogli spet nič kazati, ne, ker če dam tle stop, pa še enkrat start, bo tle nič napisal, ja. No, torej, zdaj spet, tako kot sem rekel, ne, za take stvari je potrebno najti kakšno funkcijo včasih, ne, ki nam to mogoče reši, ampak v tem primeru bomo iskali funkcijo, ki je v tej knjižnici, ne.
Liquid Crystal knjižnici, ne, da bomo dali tle Stop Simulation in bomo tle potem pejte na Google, napišite Arduino Liquid Crystal in prvi zadetek vam bo odprl tole, ne. Tu je njihova spletna stran Arduino, vam tukaj potem piše vse o tej knjižnici, vidimo, da je tle tudi ta ista vezava, kakor imamo mi na programu našem, tle še shema, kaj se povezuje, tle je tudi neka ta osnovna koda, da probamo, če dela, no in pogledamo, tlele imamo mi zdaj te knjižnice, ki jih lahko, mislim, te funkcije, ki jih lahko uporabljamo, potem jaz sem si pa tle že zdaj kar odprl par knjižnic, ki jih bomo mi uporabljali, lahko jih potem tudi sami pogooglate, ne, ampak zakaj gre, ne, mi bi radi to trojko zbrisali tukaj, ki sem nam prikazovala, ne, ker je moteča, ker nam ne prikazuje pravilnih podatkov, ne. In ta napaka je zdaj zelo uporabna, da lahko na tem mestu še if stavke v bistvu nekako ponovimo, ne. Kaj hočemo mi zdaj? Mi hočemo, da ko bomo prišli enkrat nad vrednostjo, ki ima 3-mestno številko, torej pridemo na 4-mestno in ko gremo nazaj, hočemo, da se ta trojka zbriše. Kako bomo to naredili? To bomo naredili na način, da bomo napisali en if stavek. In gremo. Naprimer, zdaj jaz tle pogledam, tukaj nam izpisuje, torej jaz bi dal tukaj vmes, moram tle ugasniti, jaz bi dal tukaj vmes en if stavek. Torej, in v kaj se bo v tem if stavku dogajalo? V tem if stavku bomo mi napisali, da ko bo naprimer ta senzor, oziroma ta vrednost, ko jo bo senzor prebral, ki smo zdaj definirali v spremenljivko branje, ko bo naprimer ta branje šel nazaj pod 1000, torej ko bo manjše od 1000, želimo, da nam enkrat se to izbriše. In ko bo to izbrisal, nam bo trojko, ki je ostala od 4-mestnih števil, izbrisal in še enkrat napisal to novo branje, ki je 3-mestno številko. In da vidimo, če bo to delal, zdaj tle bi jaz kar napisal funkcijo, ki jo ponavadi najdete v teh definicijah, se pravi, jaz si zdaj točno ne, mislim, da bi mogla biti nekje definirana, če gremo pod library. Vidite, tle imate vse funkcije noter, ki so definirane pod to knjižnico, ki smo uporabljali. In jaz bom uporabil v tem primeru knjižnico clear, oziroma izbriše, ne. Tle imate zmeri potem definicijo. Zakaj vam to kažem? Zato, ker boste sami vedeli, boste videli, noben programer ne ve vsega. Vsak programer ve nekako osnovno sintakso in jo potem pač uporabi, da malo pogoogla, malo poišče, kako se to dela, ne. Torej, mi bomo uporabili tole funkcijo. Gremo nazaj. In napišem, smo rekli, če bo branje pod 1000, torej, da bomo imeli najprej neki 1011 in ko bomo dol šli, nam ne izbriše, ne, torej lcd, pika, smo rekli clear, dvopiče, mislim, podpiče ne smemo pozabiti, in to je to. Zdaj, ne, tukaj vemo, da se loop zelo hitro izvaja, ne, in predpostavljamo, da tole verjetno ne bo vsem tako dobro delovalo, ker če bo tole clearal, ful hiter, zna se nekaj zgoditi, ne, zna začeti tale ekran utripati. Da vidimo, če mi prav mislimo, bomo tlele zalaufali tole, spet nekaj mu ni všeč. Ja, ne vem, kaj je z mojim tipkanjem danes, ampak zgleda, me to mede. Zdaj spet, da to probam, da čisto ne vem, zakaj mi to malo gor premika, ampak zmeraj desno. Zdaj vidimo, da je 1000, ne, zdaj, ker je pod 1000, je v redu, ne, zdaj pa če to malo vrtim, vidite, kaj se začne dogajati, ker smo pod 1000, začne tole utripati, ne, ker ta loop dela, ne bom zdaj trdil, koliko hiter, ampak to hiter, da zgleda mi opazimo, ne, ker čim začne to utripati, ne, in da manjkrat, kot 50krat oziroma 100krat na sekundo utripne, je verjetno, da bomo mi opazili, da to utripa, ne, in zdaj, ker mi ne rabimo zdaj spet neke hitro odzivne zadeve tukaj, bomo samo en delay dali, ne, to je zdaj tle, se mi zdi, ena najlažjih rešitev, damo tle nek delay, ne vem, mislim, da je to 2 sekundi, ne, ker to pomeni, da bo v najslabšem primeru, če bomo imeli torej branje pod 1000, to utripali, mislim, se bo refreshal vsake 2 sekundi, ne.
Sicer to ni zelo učinkovito programiranje, ampak jaz mislim, da za tale primer tukaj bi mogli tole delovati. Kaj se tukaj zgodi? Zakaj tole ne deluje? Vidimo, da 2 sekundi pokaže za trenutek in spet ni v redu, ne. Nič hudega, ugotovili smo, da ker je branje po 1000 in nam zbriše in potem počaka 2 sekundi, ne. Mi bi pa radi, da je v tem cajtu vsem to vidno, zato zbrišemo to sem ali pa skopiramo najprej, da ne bomo spet na roke prepisovali in zbrišemo in damo potem, tle ko že napiše LCD print branje, damo delay. To pomeni, da bo napisal in pol bo čakal. In vidimo, če bo zdaj to dela. Zdaj pa kaj je problem? Samo spod napiše. Torej, je najbolj, da vse tole, ki definira, da se nekaj izpisuje, skopiramo, tole zbrišemo in napišemo spodaj. Kaj se bo zdaj zgodilo, ne? Zdaj bo on zbrisal, če bo branje po 1000 in bo šel napisati na LCD. In potem bo počakal 2 sekundi. In zdaj jaz mislim, da bi mogli to vse lepo delati. Evo, temperatura je 614. Vidimo, na vsake 2 sekundi malo tripne, ne? Zdaj, če bomo prišli pa nad 1000, ne? Nad 1000, pa sploh ne bo tripel, ne? Ker to je ta koda. Ampak to je samo ena izmed rešitev in tudi problemov, ki se bojo pojavili, ko boste probali nekaj narediti, ne. Tako da to je zdaj to, ne. Zdaj temperatura je, nam izpisuje, če damo dol nič, ne, in te zdaj to raste, ne. V resnici bi se lahko potem s to matematiko tukaj igrali in bi to samo izpisovali manjše številke in tega problema ne bi imeli, ne. Lahko bi ta if stavek čisto zbrisali, ne. Moram ustaviti, ne. Čisto zbrisali in tlele na primer naredili neko matematiko, ne. Kdor je že toliko jemal to, ne vem, pa imamo branje, pa sem videl, da imamo tam cifro okoli 1000, lahko na primer to zdelimo z 10, pa bi v bistvu, lahko napišemo branje enako, branje pa delimo z 10. Mislim, da bo bolj, če takole napišem in zaštartamo in bi mogli pač samo manjše cifre. Nekaj mu ni. Mogoče mi povsem to lepše. Spet moramo tale kontrast dati. No, zdaj vidimo, da bi mogli imeti številke malo manjše, ne. Tako je, ne. Mislim, to ni zdaj najboljša rešitev, ampak smo se rešili tega, da bomo imeli. Zdaj imamo pa drug problem, ne. Zdaj nam pa, mislim, da prva številka ostaja, no, ampak saj vseeno, zdaj mislim, da to se lahko potem igramo tudi v živo, ampak da razumete, da moramo vseeno razmišljati, kako to zapisati in da če se nekaj shrani, kako to zbrisati in potem še enkrat napisati, no. Torej bi zdaj jaz zbrisal, pa lahko damo nazaj tisto rešitev, ki smo jo prej imeli, ki je nekako izpisovala cifre, ne. Če zdaj to še zmeraj dela, zdaj pa, da ne bomo toliko dolgočasni s tem, ne, zdaj to je vse nekako primeru, ne. Vemo pa, da zdaj sodobna tehnologija, nekaj kupimo v trgovini, skozi nekaj, ki je tri, pa se premika, a ne. In zdaj, da vam ne bom jaz zdaj vse tukaj razložil, zdaj kako se dela, vam pustim to, da se sami igrate, ne. Torej, današnja naloga nam je v bistvu predstavila, kako se LCD naredi in se z njim igra in kaj je fora knjižnic, ne. Knjižnice nam olajšajo delo, nam prihranijo čas, ne. In napišite tole samo knjižnico Liquid Crystal v internet in vas bo vrgel na to osnovno spletno stran in potem greste, tle smo imeli, ne, prejle, če grem nazaj, smo imeli torej knjižnico in tle se funkcije, ne. In jaz sem hotel reči, da naredite vi za svoj izziv, da se nekaj premika, ne. Da se tukaj, kar bo tole izpisan, da bo levo skakalo, ne. Ta temperatura je. To pa lahko si pomagate, da najdete eno knjižnico tukaj. Zdaj, da če vam angleščina ni ravno blizu, vam lahko povem, da
je tole scroll display left in scroll display right. To pomeni v slovenščini, da naj se premika to, kar je prikazano levo in naj se premika to, kar je prikazano desno. In potem imate tukaj še, mislim, da ena funkcija prej, ki je pa samo scroll. Torej, vi se malo doma poigrajte, malo kliknete sem gor. Če ne razumete čisto angleško, poprašajte koga, kaj ki pomeni, in si vidite, kaj tudi zdaj dela, ne, ta funkcija, ne. Zdaj, če prevedemo tole scroll the contents of the display one space to the left, ne. To pomeni, da premakne za eno pozicijo levo, ne. In zdaj pol se to vi igrajte, dodajte tukaj, ne vem, pred LCD print to funkcijo in boste videli, kaj se dogaja, ne. Ker konec koncev to imate zdaj lahko doma odprete in uporabljate brez problema, ne. Jaz bi zdaj samo tukaj še mogoče eno stvar pokazal, neki drug primer, na primer, da bi hoteli mi, zdaj smo probali to temperaturo pokazati, na primer bi imeli mi pa radi pametno luč in, ko je luč prižgana, nam on začne neki timer in lahko potem spodaj napišemo, koliko časa je že prižgana, ne. In to lahko naredimo tako, da na primer samo tulele pod print napišemo eno funkcijo, ki nam pove, koliko cajta je že to laufa, ne, ta Arduino, ki smo ga prebrali, in nam bo beležil te sekunde, ne. In če rečemo, da ko bo Arduino prižgan, bo tudi luč prižgana, nam bo v tem primeru displej prikazoval čas, koliko časa je to že prižgano. Napišemo tule zdaj, luč je prižgana, pa napišemo tulele magari sekund, ker vseeno nimamo toliko prostora, da bi napisali tule celo poved, ne, ker tukaj je vseeno omejitev. Bomo videli že, če bo to delalo tako, kot si mi želimo, ne. Aha, zdaj vidimo en problem, ne. Zdaj tukaj tele č-je in ž-je se mi je zdelo, ne bo on bral, nič hudega, damo pač tule prižgana. Pa dajmo tale if stavek zbrisati, ker je zdaj nepomenski, ker zdaj se bo to lepo naprej premikalo in bo skozi posodobovalo to, kar je na ekranu, ne, in ne bi smelo imeti problemov. In gremo, ne. Aha, vidimo zdaj, da tukaj je bil ta naš problem, da nam je zmanjkalo, prostora za ta definicijo te enote, v kateri nam to prikazuje. Pa v resnici so to verjetno milisekunde, ker to hitro čas vseeno ne teče. Lahko pač damo samo, ne vem, luč pa milis in je to. Pa še nekaj. Zato, ker pa zdaj bi vseeno mi radi malo lepšo odzivnost, ne, bomo pa ta delay zdaj dali, ne vem, na nekaj manjšega, ne. To je 20 milisekund. Zdaj bi mogli tule nam po 20 milisekund tudi skakati to, kar je gor prikazano. Pa da vidimo, če je res temu. Evo, vidimo, ne. Zdaj to lepo dela, ne. Lahko imate tudi gor tule timer in vidite, da to dela, ne. Zdaj lahko bi dali ta en milis tukaj zgor zalaufali, ob setupu, pa potem tukaj pa odštevali, pa videli, kakšna je razlika, ali pa kakšne if stavke, ampak to je že tema drugič. Torej, za vaš izziv naredite, da bo tukaj, na primer, ta luč skakala v levo, desno, kakorkoli, ne. Lahko bi pisali tudi funkcije, ki bi spreminjale to luč, da bi gor pa dol, ne. Tako kot sem rekel, ali si pomagajte s temi funkcijami, ki so že v tej knjižnici, lahko pa tudi sami pišete, pa spreminjate tale začetek, set kurzor, ne, zato ker ne vem, če sem dovolj postavil, no, saj smo napisali, kako to deluje, ne. Zdaj, če bi hoteli, no, lahko še to pokažem, potem pa smo zaključili. Če bi želeli, da na primer ta luč izpiše nekje na sredo, lahko samo preštejemo 1, 2, 3, 4, 5, na primer 6 in damo v kateri stolpec, v 6. stolpec, hočemo, da to napiše, damo tulele 6, zalaufamo, evo, to je to. Torej, lahko bi dali tudi tulele neko vrednost in bi se to premikali in vam bi skakalo levo, desno, kakor hočete. Samo zavedajte se, da je tole 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 in se potem ponovi. Na primer, če boste imeli neki števec, ko bo štel do 16, 17, 18, bo v nekem trenutku
se začeli, mislim, da spet tle prikazovati. Ampak toliko ne vem, glejte, tukaj imate program, pa se lahko s tem igrate. Upam, da sem bil dovolj razumljiv. Nisem hotel samo kode vam prikazati, čiste kode, ampak da ste videli, kako ta proces programiranja izgleda. So skozi kakšne sintaksične napake, tako da nič se ustrašiti. Tle imate to, če karkoli rabite, pa nam pišite na mail od Tesle, pa vam bomo probali pomagati. Tako da nič, to bo za danes vse. Upam, da je bilo jasno in razločno in uživajte in ostanite zdravi, ne. Srečno.